stara približno 13 let, sem si kuhala kosilo in sem postavila polno z oljem na štedilnik. V tistem trenutku je zazvonil telefon in sem odhitela v dnevno sobo, ki je bila ločena od kuhinje. Medtem ko sem se pogovarjala s prijateljico, sem nenadoma zavonjala en čuden vonj. Tečem v kuhinjo in na štedilniku gori ponev, polna ognja, dima je bila že v bistvu cela kuhinja, omarice nad štedilnikom so že začeli goreti. Pograbim ponev, jo v paniki porinem pod pipo, v tistem trenutku butne ogenj vame, mi požge lase, dobim rahlo topline na obraz. Velika večina požarov je povezana z gospodinjstvom, kar polovica od teh je povezana z uporabo olja. Ko na razgreto olje vlijemo vodo, ta olje spodrine, se upali in majhne goreče kapljice olja porazprši po celotnem prostoru. Tako imenovani ognjeni steber lahko nastane že pri samo 5 žličkah razgretega olja v ponju. 5 žličk olja potrebuje slabih 10 minut, da se odvije na kritično temperaturo, ko olje zajamejo plameni in le-te pričnejo samostojno goreti. Nezgoda se lahko zgodi na dva načina. Prvi način niti ni potrebno, da olje gori, pa v uporabi vode lahko povzročimo katastrofo in razširitev požara po celi kuhinji. Ali pa se olje zaradi predolgega časa na štedilniku vname samo od sebe. Če se olje segreva predolgo, se pojavi značilen vonj. Ta vonj lahko zaznamo tudi, če nismo preživeli. Pojav spremlja tudi močan dim. Je zelo značilen, bolj ko je vroče olje, bolj je gosto. Začetne požare, ki se še niso razširili na ostale površine, lahko večinoma pogasimo sami. Pomembno je, da najprej zapremo dotok plina. Goreče olje najuspešnejše pogasimo z mokro krpo, katera ne sme kapljati, in jo vržemo čez posodo. Če pa gori samo vsebina posode, pa na posodo poveznemo pokrovko. Pri kuhanju z oljem lahko uporabimo vrsto preventivnih ukrepov. V prvi vrsti odpravljamo strah, uporabljamo manjši plamen in ohranjamo okolico kurišča čisto, predvsem kuhinjsko nafto, ki še tako rada zagori. Kolikor olje zagori in je požar razširjen in neobvladljiv, uporabimo gasilni aparat CO2. Ta je najučinkovitejši in povzroči najmanj škode. Če ga ni, uporabite gasilni aparat na prah, ki bi moral biti v vsakem hodniku in v vsaki stanovanjski hiši in bo ravno tako učinkovit. Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, predstavniki medijev in drugi strokovnjaki, in lepo zdrav sem skupaj in dobrodošli v prostorih Triglav Laba. Luka, verjetno ste oseba v tem prostoru, ki se je v življenju največkrat doslej srečala s takim primerom, kot smo ga videli na posnetku. Štejete sploh, kolikokrat je že zagorelo olje v ponvi? Hvala Bogu, mi še ni. Okay. Razlog temu pa je, da je moj oče prevzel neko mišljenje, in sicer Nemci pravijo, da je električna kuhinja čista kuhinja, kar pomeni, da redko kdaj uporabljamo plin v kuhinji, oziroma ko so te debate, a je boljša juha iz plinskega štedilnika ali iz električnega, to velikokrat poslušamo kot čank debate. Imam raje bolj indukcijo in tudi menim, da danes, ko se vse kuhinje prenavljajo ali pa na novo zgradijo, večinoma gremo na indukcijo. Nisem imel še tega primera, ga pa z veseljem otrokom zdaj pokažem, in ker sem se pripravljal na današnji dogodek, sem šel malo na Instagram pogledati in sem hčera vprašal, s čim se pogasi ogenj. Je rekla z vodo, pa so pol zelo hitro pogledala videa, da ni to tako. No, naj tako tudi ostane. Tako. Sicer pa trenutek nepozornosti, nesreča, napaka na napravi ali njena nepravilna nameščenost, dotrajana električna napeljava, vse to in še vrsto drugih razlogov lahko botruje vžigu ognja v našem domu ali poslovnem prostoru. Če ostane pri iskrici ali začetnem ognju, je to lahko le poceni poduk, a žal ni vedno tako. Kakšno nevarnost torej za vžig predstavljajo električne naprave z litijonskimi baterijami, ki jih je vse več? Kako vnetljivi so električni skiroji in e-kolesa, ter kakšno požarno tveganje predstavljajo sončne elektrarne? Na kaj moramo paziti v kuhinji ter kako pravilno ravnati in se tudi zavarovati? Pripravljeni na nepredvidljivo, ko doma zagori, smo ponovali današnji dogodek in nam povabili izjemne strokovnjake, da bi v mesecu požarne varnosti odgovorili na tanjšo vrsto drugih vprašanj ter pojasnili, kako pravilno ukrepati v primeru vžiga ognja v prostoru in nuditi tudi prvo pomoč. Z nami so kuharski mojster Luka Jezeršek, inštruktor v gasilski šoli in reševalec Boštjan Triler, Andrej Pečjak, pionir elektromobilnosti v Sloveniji in direktor podjetja Metron Inštitut, ter Andrej Šircelj,
vodja oddelka v službi za kakovost in odnose s pogodbenimi izvajalci v Zavarovalnici Triglav. Lep pozdrav vsem skupaj. Luka, če ostanemo še malo v kuhinji, zanima me, katere so glede na vaše izkušnje najpogostejši požari ali pa razlogi za požar, ki se zgodi v kuhinji. Seveda olje, to, kar je bilo ravno kar pokazano. Na drugi strani pa, kar imam jaz izkušen, so pa inštalacije, predvsem plinske. Tudi danes od zunaj, ko bomo pekli šporen, ga bomo pekli na plinskem gorilcu, ker pač težave so z dovodom elektrike velikrat. Smo imeli en lep primer, ker smo mislim, da v 30 sekundah spraznili odprto kuhno v Ljubljani na Pogačarjevem trgu, medtem ko je eden od naših menjal plin in ni dovolj zaprl in je prišlo do požara. Hvala Bogu, je nekdo bil tam dosti trezen in je to pač rešil. In, ja, večkrat vidim težavo na inštalacijah, ker mislimo, da je to, kar se bomo že malo potegnili, pa bo šlo naprej, pa ni to tako. No, seveda bomo o tem spregovorili tudi še v nadaljevanju. Boštjan, kakšne so vaše izkušnje glede požarov? Kateri so tisti najpogostejši vzroki, da zagori v domu, hiši, stanovanju? Ja, vsekakor je eden izmed zelo pogostih vzrokov električna napeljava. Potem nepazljivost samih stanovalcev, ko zapuščajo, predvidevam, da Luka, ko bo kuhal, je ves čas prisoten na svojem delovnem okolju. V domačem okolju pa vemo, lahko nas zmoti soseda, ki pozvoni, lahko nas zmoti telefon, pozabimo, ne, in predvsem bi apeliral, da se moramo preventivno obnašati, ne, da ne zapuščamo objekta, kjer se kuha, se pravi kuhinja, da ne zapuščamo, da med polnjenjem električnih naprav, da jih ne polnimo po noči, ampak po dnevi, ne, da smo tako preventivno naravnani, kajte vemo, da letno nekje med 1200 in 1400 dogodkov zabeležimo v nekih stanovanjskih enotah, ki pride do požara, ne. Tako da velika številka, ki seveda povzroči tudi veliko škode. Boštjan, ali opažate, da ta trend požarov, tudi glede na neka požarna tveganja, ki predstavljajo vedno več teh električnih naprav in podobnih pripomočkov, da ta številka, ta trend narašča skozi leta? Je približno enak, je odvisno od leta. V času korone, ko smo bili več zaprti v domačem okolju, ta številka rahlo naraščala, ampak je približno enaka, no, tako da. Se pa, ali opažate, da se morda te pojavljajo razlike med vzroki za požar ali pa razlogi za požar, ne vem, danes ali pred 10 leti, ker vendarle danes imamo več teh naprav doma in jih seveda tudi uporabljamo. Opažate? Sigurno, ne, tudi v nadaljevanju bomo kakšno besedo rekli ravno o električnih kolesih, električnih skirojih. Vedno več je teh produktov in ljudje smo iznajdljivi, kaj predelamo, dodelamo in na teh sredstvih je zaznanih seveda več teh požarov, ki pa lahko povzročijo zelo veliko škodo. No, omenili smo, Andrej Pečjak, doma imamo vse več teh električnih naprav, baterij, mikromobilnih sredstev in podobno. Kakšne so možnosti zdaj za njihov vžig in zakaj do tega pravzaprav pride? Glavni razlog je to, da te naprave niso nekaj certificiranega, sofisticiranega, tako kot je recimo električni avto, tako da tega ne smemo mešati ali pa ni niti približno podobno. Te skiroji, če gledate, so dostikrat 300-400 evrov in veste, zraven dobite gume, ležaje, baterijo, polnilec, krmilnik, to ne more biti neka posebna kvaliteta, obenem pa ni nobenih standardov. Imate tudi zelo veliko različnih napetosti, pri katerih baterijskih napetosti, zbrav imate 12-voltni sistem, 24, 36, 42, 48 in celo 52-voltni. Pri električnih kolesih in skirojih. Če gledate pri električnih kolesih, obstajajo 3-4 vrste priključkov, ki so različni po proizvajalcih, ampak dostikrat pašajo tudi z napačno napetostjo. Zdaj, če ni ustrezne zaščite, se bo tista baterija prenapolnila. Se pravi, imate ta problem slabega polnilca, ki se lahko pregreje, problem predelav, popravil, domačih popravil teh skirojev, ali pa, kot boste potem videli na filmčku, preprosto, če nekdo nekaj not zavrta. Kar pri fantih in dekletih 14, 15, 16 let se lahko kaj hitro zgodi. Super iztočnica. Poglejmo si, imamo pripravljeno več video, v katerem bomo videli, kako lahko zagori električni skiro, ki ga
imajo danes mnogi seveda tudi doma in ga uporabljajo. Nekih imamo tudi v tem prostoru. Predlagam, da si pogledamo tale video, ki sicer krajši, kakor je original, ampak vendarle pokaže bistvo tega požara električnega skiroja. Pokomentirate, kaj se pravzaprav dogaja? Tle je, smo zvrtali z vrtalnikom skozi ohišje, pa potem not v baterijo. Ste rekli, to je en scenarij, ki ga ni. Ne? Je. Zato, ker skiroje res uporabljajo mladostniki, ki si radi kaj predelajo ta svoja vozilca, kaj dodelajo, kaj dodatnega vgradijo. Kje točno je nameščena baterija, pa dostikrat ni lepo vidno. Ne? Eni imajo recimo v tem tam, ker je krmilo vozila, se pravi v tisti vertikalni štangi imajo baterijo in če ti hočeš neko dodatno lučko namestiti ali kaj, lahko pride do tega, da vrtaš. In danes recimo v blokih, kje bo mladostnik vrtal v svoji sobi. Ne? Če se to vžge v sobi, če se to vžge v nekje na enem betonu, ni tak problem. Če se pa to vžge v sobi polno vnetljivih snovi, pa če tisti, komor se to vžge, takoj zbeži ven in ne začne s tistim takojšnjim gašenjem, potem je tle problem. Kaj se lahko torej iz tega naučimo? Da se ne predeluje teh stvari, ampak to boste težko koga naučili pri teh letih. Kaj veste, jaz sem tudi pri 15 letih kuhinjo zažgal, ker sem mešal raketno gorivo in je potem nekdo pozvonil. En kolega sem se zaklepetal, ta čas se je gorivo vžgalo, pa je naredilo luknjo v tiste električne štedilnike, kar skozi je šlo. To je bila še sreča, ker je bil kovinski štedilnik, ker je šlo skozi, ker se potem tisti plamen ni zelo razširil. Pogorele so zavese, ampak v tistih časih so imele kuhinje precej manj gorljivih materialov kot danes. Je pa tudi res, da verjetno ni običajno, da prav veliko mladih pripravlja raketno gorivo. Ne? Raketno gorivo mogoče ne, ampak kaj svem, jajca na oko pa, ne? Ampak nevarnost je pa kar slična, ni to neka velika razlika. Boštjan, kaj storiti iz vašega vidika, iz vidika gasilca, ko zagori kakšna taka baterija, taka naprava? Seveda, zopet bi se v prvi vrsti navezal na preventivo. Mesto, kje bomo to polnili, se pravi, da ni ne spodaj, ne okrog, saj 1 meter gorljivih snovi, ker vemo, je dostikrat težko, ne? Kolo bomo zelo težko pustili nekje na hodniku stanovanjskega bloka ali pa v kolesarnici, se bojimo, ampak največkrat je priročen, ga lahko pripeljemo dejansko domov. Preventiva je bistvenega pomena. Potem ob času polnjenja, da smo prisotni, ne? Da priklopimo in potem zapustimo prostor, če pride. Super je, če bi imeli v objektu, tako v objektu, kjer se izvaja neko kuhanje, kot kjer so nameščene kurilne naprave, da bi imeli kakšen javljalec dima, požara. Ne? Če zagori, ne? Če zaznamo neke dimne produkte, zaznamo von, se ohišje baterije segreva in mogoče napolnjeno, ne? Vsekakor čim prej izklopiti iz električnega omrežja. Plini, ki nastajajo pri požaru litij-ionske baterije, so zelo strupeni. Rakotvorni so, tako da v vsakem primeru čim prej poskrbeti za lastno varnost, zapustiti prostor in se pravi obvestiti gasilca na številko 112. Vemo, da lahko požar takšnega vozila, takšne baterije je težko pogasiti, ne? Bomo tudi simulirali, kako. Ampak predvsem je tista lastna varnost, ne? Da se varno lahko sami umaknemo, da ne povzročimo še človeških žrtev poleg materialne škode. Predlagam, da kar pogledamo, kako pogasiti en tak začetni požar. Mislim, da smo pripravili tole simulacijo. Ja, en izmed načinov je lahko gasilnik. Gasilnik, ki ga imamo v stanovanjskih objektih, stanovanjskih blokih. Pogledamo, če se da skiro izključiti iz električnega omrežja, je super delo upravimo, ta vidimo, da ni priklopljen, gasilnik prenesemo v bližino požara, nekje omaknemo se nekje do 3 metre, potegnemo varovalko in sedaj je gasilnik pripravljen za gašenje. Z eno ročko primemo cev ročnika, z drugo ročko stisnem in začnem z gašenjem. Se pravi, nanašam gorljivo snov, se pravi gasilno sredstvo na gorljivo snov. Opazili ste dimni produkti, ki se vedno pri vsakem požaru so prisotni.
niso zdravi, a ne, se pravi, v tem primeru jaz bi bil tukaj že preveč izpostavljen. In seveda, zdaj smo relativno hitro pogasili ta požarček. V realni situaciji bo požar neke baterije predstavljal dosti večjo nevarnost, dosti večjo tveganje, lahko pride tudi do eksplozije. Ne bomo tako hitro pogasili, lahko uporabimo neko gasilno sredstvo, se pravi, kot je gasilnik, lahko neko požarno odejo. Najboljše pa bi bilo, če bi se to dogodilo zunaj, da je na prostem, ker dejansko ne ogroža nikogar. Dobro, super, hvala. Zdaj, če ima kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje, seveda vabljen, da pove in bomo skupaj seveda z gosti to tudi pokomentirali in odgovorili. Sicer pa me zanima, Andrej, kaj kažejo podatki Zavarovalnice Triglav? Ali število škod na področju premoženjskih zavarovanj zaradi vseh teh požarov narašča? Kakšne so številke? No, število škod iz naslova požara se z leti spreminja, nekako gibanje oziroma trend teh števila požarov primerjamo z našim tržnim deležem, delno se pa tudi upoštevajo ostali vplivi. No. Se pravi, te vplivi na požar so najrazličnejši, tako da trenutno ne beležimo nekih bistvenih odstopanj v tem gibanju števila, se pa z leti malenkost znižuje. Okay. Vidimo pa, da zdaj v zadnjem letu naraslo število oziroma znesek izplačanih škod. Naj povem, da je Zavarovalnica Triglav v lanskem letu izplačala iz naslova požarnega škod zaradi požara cirka 10 milijonov zavarovalnin oziroma škod. To predstavlja sicer manjši delež v celotnem naboru vseh škod iz naslova zavarovanj ožjega premoženja, pa kljub temu ni tako nezanemarljiv. Zdaj, kaj vpliva na to povečano število izplačil? Tukaj ocenjujemo, da gre predvsem za učinke inflacije, ki je v zadnjem obdobju krepko posegla na trg dela, obrtnih storitev in tudi materialov in samih naprav. Ali se v tem trendu pozna tudi ta vedno večja uporaba tudi teh električnih naprav, aparatur in fotovoltaičnih sistemov in tako naprej? Zdaj, pri samem spremljanju vzrokov za požare v Zavarovalnici Triglav ne spremljamo teh podatkov tako natančno. Moram reči, da na podlagi naših ocen ne zaznavamo zdaj nekega bistvenega povečanja zaradi tega. Se pa zavedamo, da je to povečano število mikromobilnih sredstev, povečano število elektronskih naprav, ki jih imamo v stanovanjih in konec koncev tudi povečano število raznih sistemov, ki so vgrajeni ali pa postavljeni na hišo, da se s tem tveganje za nastanek požara povečuje. Zdaj, kako se pa bo to odražalo, bomo pa videli v prihodnosti. Kakšna razlika med, ne vem, stanovanji, se pravi med požari v stanovanjskih objektih in pa recimo požari v nekih gospodarskih poslopjih? Pri pregledu škod, številčnem stanju škod v stanovanjskih prostorih ugotavljamo, da je teh kar dobrih 70 do 75% vseh škod zaradi požara. Se pravi, tukaj dejansko stanovanjski prostori pa stanovanjski objekti bistveno prednjačijo, je pa pri samem višini škode pa je trend nasproten. Se pravi, tam pa je pretežni del izplačanih škod se nanaša na škodo v nestanovanjskih prostorih, se pravi industrijskih, obrtnih in ostalih objektih. Hvala. Andrej Pečjak, zanima me, ko govorili smo že o tej preventivi, kaj lahko mi v tem smislu preventive storimo, da pač možnosti vžigov teh električnih naprav, kot je recimo tudi ta Eskiro, čim bolj zmanjšamo? Kot prvo, apelirajte na mladino oziroma ne kupujte najcenejših naprav. Drugo, kar je, polni naj se jih v nekih betonskih garažah ali nekje, ker ni enih gorljivih stvari zraven ali pa zunaj. To so po moje ene najbolj ključnih stvari. Mi je pa, doktor Juk mi je posredoval statistiko in sem bil presunjen, ker
mediji recimo zelo širijo to, kako so električni avti vnetljivi. Od 10 milijonov avtomobilov na celem svetu v 13 letih je dokazanih vžigov baterije samo 373, pa nekih 70 ali 80 malo manj dokazanih. Ampak skiroji je pa neverjetno. V 2 letih v Veliki Britaniji je teh vžigov skirojev toliko, da je recimo samo ena zavarovalnica izplačala v 2 mesecih $500 milijona škode. Bilo je tudi 8 mrtvih, pa 190 poškodovanih zaradi požarov, ki so jih povzročili skiroji in kolesa, ampak v glavnem so skiroji. Govorimo o enem svetu, ki tukaj ni, ker v teh velikih mestih, če ste bili kdaj, boste videli poplavo skirojev, pri nas jih ni toliko in jih najbrž tudi nikoli ne bo. Ampak večinoma teh skirojev, ker te ljudje živijo v večstanovanjskih stavbah, se polni doma, v nekih dnevnih sobah in tako naprej. In so te cifre so kar take presunljive, no, ali pa presenetljive. Če rečem, ja, v letu 23, se pravi do aprila, je bilo v Britaniji že 102 požara, sta bila zaradi skirojev. Kar je, tako bi rekel, kar zelo velika številka, ne? Pri nas tega ni. Zdaj, zakaj iste, boste rekli, iste baterije, zakaj se nobenemu ne vžge laptop ali pa telefon v žepu? Čisto enostavno, zato ker je kvaliteta teh naprav čist drugačna kot pa tistih skirojev, pa tudi kako se dela s skiroji, predelave, domače predelave, menjava baterij z neustreznimi, ker te baterije, ki izgledajo vse enake, nimajo vse enake napetosti. Ne? Potem to zamenjaš, potem ga bo prepolnilo. Dostikrat je tudi odsotnost battery managementa, se pravi neke nadzorne naprave v tem, in to je tisti razlog, zakaj bi rekel, da je to, pa čeprav pri nas še ni do tega toliko prišlo, zakaj je to ena stvar, na katero je verjetno treba malo bolj gledati, kot smo do zdaj. Če vas prav razumem, torej pozornost najprej pri nakupu, potem pri nameščanju, polnjenju in potem tudi hrambi oziroma lokaciji te naprave. In uporabi in zelo uporabi oziroma predelava. Kaj svetujete v primeru pa, da iz vašega vidika, ko pride do vžiga požara? Po moje, moj kolega boš povedal. Ja, kot smo povedali, se pravi izklop preventiva ključnega pomena, kot sva povedala že oba, izklop v času, če je v času polnjenja izklop z električnega omrežja, iznos na prosto, kolikor je možno, ker najprej se bo začeli neki znaki dogajati, pregrevanje baterije, mogoče bo spremenila svojo obliko, von po zažganem dim, ne? V primeru, da pride do požara, začeti z gašenjem. Ne? Se moramo pa zavedati, da litij-ionske baterije niso samo v skirojih, srečamo se, kot se je povedal kolega, v računalnikih, v igračah, v dronih, se pravi, tega je precej okrog nas. In če se vrnemo nazaj v kuhinjo, Luka, kako pomembna je za vas preventiva? Zelo, zelo. Mi je pa recimo mogoče neka moja izkušnja, predvsem iz dogodkov, ko se s cateringom selimo, ne samo po Sloveniji, tudi po Evropi. Mi je recimo zelo zanimivo, greš v Nemčijo in ugotoviš, kaj bo pri nas čez recimo 5 ali pa 10 let. V začetku septembra smo bili v Berlinu, v neki stari podrti hali, muzej sicer in tako naprej. Niti ene gorljive stvari nismo smeli med sabo, to pomeni tudi gorilne paste pod benmarijama. Pravzaprav vse so nam spraznili. Recimo, ko je bil kamion parkiran v velikem prostoru, so prišli in so v tank napolnili nek plin, kateri ne omogoča užig in tako naprej. Na drugi strani to so seveda povečani stroški, in pa seveda na teh lokacijah potem treba zagotoviti velike količine elektrike, ker tukaj govorimo o indukcijah in tako naprej, ker na koncu pač mi kot gostje si želimo dobro jesti. In tako da na tem področju se zelo stvari spreminjajo in v Ljubljani kar nekaj prostorov, kjer ne smemo uporabljati plinskih gorilcev, oziroma v nasprotnem primeru, če je to dogodek, imamo zraven že požarno varnost. Kar se tiče pa doma, pa absolutno zelo odkrit pogovor z otroci. Jaz imam tudi to izkušnjo, da sem pač gasilec, se znam mogoče o teh stvarih malo pogovarjati, ampak menim, da se na eni strani ogromno o tem pogovarjamo, premalo pa mogoče konkretno, da vidimo, da pokažemo, in pa opažam še eno stvar, recimo, kad delamo te izobraževanja zaposlenih, za varstvo pri delu, odzvoni zakurimo, damo gasilne aparate, dejte, in nas je kar strah prijeti gasilni aparat v tisti priliki, ki je pred tabo ogenj in imaš ta občutek v roki, kaj pravzaprav narediti.
Mislim, mi gledamo med sabo, a zdaj bo on parjel ga, jaz ne bom parjel, zakaj bi ga ti parjel, a ne. Pravzaprav bi mogli vsi v tistem primeru leteti na gasilni aparat in ga pravzaprav sprobati, ker je to edina šansa, da lahko to probaš, ne. Če sem vas porazumel, torej skrbite za neko stalno usposabljanje, izobraževanje tudi svojih sodelavcev, da so vešči ravnanja in odziva, ko pride do nekaj. Mislim, ja, če gledamo 2 restauracije, imamo na Blejskem gradu, na Ljubljanskem gradu, si res ne želim, da bi ga jezerški zakurila, ne, na drugi strani. In pa ne vem, če gremo po nekih lokacijah od Cankarjevega doma do muzejev, galerij, si tudi ne želim, da bi ga v novicah pisali, jezerški smo zakurili, ne, ker ne bi bilo v redu. Luka, menda tudi radi likate, ne vem, kakšen nasvet glede ravnanja pri zlikanju? Ko se lotiš, mora biti otroci v postelji, televizija prižgana in ko začneš, moraš pol nehati, ne puščati. Biti prisoten. Biti prisoten, to je to. Dobro. Boštjan, kakšna vaša izkušnja s požarom, katere požare najtežje pogasiti, kakšna je razlika med nekim požarom v kuhinji, v domu ali pa v primeru neke takšne električne naprave. Kakšna je vaša izkušnja? Ja, to je zelo težko enostavno zdaj odgovoriti na vaše vprašanje. Vsak požar se začne z neke točke vžiga, ne? In če smo prisotni, se pravi, da je že kdo prisoten, ne gasilci, ampak že sami stanovalci, zaposleni, lahko na tej začetni točki skušajo pogasiti ta požar. Vsi objekti, stanovanjski, javni, tudi gostinski, morajo imeti za to namenjena gasilna sredstva. Govorimo o gasilnikih na prah, recimo, kot smo ga prej demonstrirali, potem so to v gostinskih objektih so lahko požarne odeje, potem imamo detektorje ogljikovega monoksida, detektorje požara in podobno, ne. Tako da v tisti prvi fazi je požar lahko obvladljiv, ne. Seveda, z vsako zamujeno minuto pa požar se vedno bolj bohoti, povzroča vedno večjo škodo in vsak požar, tak razvit požar je potem težje pogasiti. En star rek, ne, velja v prvi minuti lahko požar pogasi s kozarcem vode, v drugi minuti z vedrom, v tretji minuti s cisterno, ne, dejansko to kar drži. Je ta čas izjemno pomemben. Čas je izjemno pomemben. Glede na vaše izkušnje, koliko smo ljudje vešči pa usposobljeni, da pravilno odreagiramo v primeru nekega tega začetnega manjšega požara? Kaj pravite? Moram reči, da se v zadnjih letih, desetletjih se je stanje precej izboljšalo. Ogromno ustanov izvaja predpisne vaje evakuacije, vzporedno tudi prikaze gašenja. Že, če se o tem pogovarjamo, je to en korak naprej k poti do manjše škode, do boljšega učinka na koncu. Tako da ljudje so pripravljeni, vedno manj je situacij, ko se ljudje bojijo prijeti gasilnik in z njim začeti pogasiti požar, ampak samo pokličejo ali pa še to ne in zbežijo ven. In kaj storiti potem, ko ste omenili, ko pridemo do tiste točke, ko kozarec ni več dovolj? Kaj potem? Se pravi, kot sem rekel, prva je lastna varnost. Če gori, pač v tistem trenutku je prišlo, če smo mi tukaj noter, mi se moramo varno umakniti na prosto. Super je, če lahko za seboj zapremo vrata, da preprečimo dotok kisika in pa seveda čim prejšnjo obveščanje gasilcev na telefonsko številko 112 in pa seveda, da te gasilce na vidnem mestu nekdo od nas pričaka, da se ne bomo zdaj razklopili tukaj okrog te stavbe, na vidnem mestu pričaka, usmeri do objekta, kjer je prišlo, pove, za kakšne nevarnosti gre v objektu, seznani, ne vem, gre recimo skladišče plina, ne vem, ostalih nevarnosti, ne. Z roko v roki, da se dela in tako je potem zagotovo rezultat boljši, kot če bomo brezglavo tekali okrog tega objekta. Andrej Pečak, vi ste imeli letos neprijetno izkušnjo z požarom, ko je zagorelo poslopje, v katerem so nastali številni projekti z področja elektromobilnosti. Kaj se je zgodilo? Stara inštalacija, tako da inštalacija je, to smo že večkrat omenjali, je največji problem. Vse na srečo je bilo prazno, več ali manj prazno, oziroma v garaži, en del je bila garaža, je bila parkirana Tesla, ki je pa požar preživela, pet v nasprotju s tistim, kar kdo misli, razen nekih poškodb tlaka, počenega stekla in to je preživela.
ker ima Tesla slučajno vgrajeno samo hlajenje. Tudi, ko se not dvigne temperatura nad 45 stopinj, zažene klimo in začne hladiti baterijo in tudi vse ostalo. Zdaj, pri inštalacijah je pa tako, najboljši je stare poruvati, ker mi smo nove dodali, stare pustili, tem pa kdo Bog vedi, kdaj je nekdo klimatsko napravo priključil na dozo, ki je bila stara. Ne. Ta doza je bila pa na vrh gor, od tam je požar šel v streho, streha je bila dvojna in potem imaš pa tisti dimnik efekt, 150-170 let stari tramovi, že na žrtvi očrval, tisti prah lesni in to gori malda ne kot smodnik. Kaj ste se iz te nesreče naučili? Kaj ste spoznali? Vse stare napeljave sam potrgati. Dobro. Pa nove napeljave. To tudi zelo svetujemo, še bolj kot prej. No, vse smo že prej to svetovali pri polnilnih postajah. Ne. Tam je trajna obremenitev od 3 do 10 kW, trajna. Ne. To ni pečica, ki jo vključa za pol ure. In se začnejo zadeve pregrevati. Tako da tam je res treba potegniti dovolj debel kabel direktno od glavnih varovalk, če nočeš kdaj imeti težav. Andrej, kaj pa zavarovalnice oziroma zavarovalničarji pravijo z vidika preventive? Vem, tudi zavarovalnica Triglav je izjemno aktivna tudi na tem preventivnem področju. Kaj naj zavarovanci storijo? Kaj jim svetujete? No, jaz mislim, da so moji predhodniki že veliko stvari povedali. Kar se tiče same preventive, se pravi predvsem varna uporaba naprav, ki jih imamo v okviru doma, vzdrževanje predvsem elektroinštalacij, pa tudi, ne vem, kurilnih naprav. Pa to, da so stvari nekako urejene, pospravljene, da recimo nimamo shranjenih nekih gorljivih materialov v okolici peči oziroma v bližini virov toplote, da imamo kemikalije, barve, lake tudi nekako varno shranjene, da imamo pospravljeno, da ne nalagamo neke nepotrebne krame na podstrešje, kjer v primeru požara pomeni samo dodatna požarna obremenitev in hitrejše širjenje požara. Tako da nekako v tej smeri, no. Predvsem pa varna uporaba. Andrej Pečjak, porastu je, mislim, smo to že omenili danes, trend nameščen tudi toplotnih črpalk, sončnih elektrarn oziroma na objektih. Kakšne so tu možnosti za vžig oziroma kakšne nevarnosti pretijo tukaj? Spet je v glavnem inštalacija. Prešibka inštalacija, stara inštalacija, spoji na tej inštalaciji. Včasih so se te spoji delali pred 30-40 leti, če se spomnite s tistim, ki smo rekli čokoladke. To je bila po 2 vijaka, ne, in to z leti se seveda to malo slabi. Pogosto so bili tudi pretenki kabli, nekoč so bili standardi drugačni. Tako da bi rekel, da največji problem so inštalacije, ker sama toplotna črpalka se vam ne bo vžgala. Oziroma je zelo majhna verjetnost, da se bo vžgala. Ampak inštalacija se pa lahko vžge zaradi tokovne obremenitve, ki traja ure in ure. In to velja tudi za sončno elektrarno, ki jo... Ja, enako je. Največji problem so inštalacije. Kje so speljane te inštalacije, pa predvsem kakšne so. Boštjan, imate vi kakšno izkušnjo s posredovanjem v primeru požara, kakšne sončne elektrarne? Osebno ne, se pa dogajajo. Ne. Sicer pravijo strokovnjaki, jaz nisem strokovnjak z tega področja, ne, da so novejše sončne elektrarne bolj varne. Predvsem pa je pomembno, kje je ta sončna elektrarna nameščena. Ne. A je to nameščena na enem travniku ali pa na neki strehi, kakšna je ta streha, ne, ker problem je potem, kaj je spodaj in ko to zagori, je vsekakor lahko problem. Če tudi niste imeli izkušnje, pa vendarle verjetno veste, ali se način gašenja požara, recimo takega primeru, recimo sončne elektrarne, kaj razlikuje od drugih? Ja, se pravi, vsekakor potreba je upoštevati nevarnost elektrike, ne, se pravi, ker v normalni situaciji lahko elektroslužba elektriko odklopi in je hiša ali pa objekt brez električne energije, tukaj je lahko še prisotna. Potem pa, ko stvar zagori, pa gašenje pa dejansko ni nekih bistvenih razlik. Zdaj ne vem, če imamo med publiko gasilca, ki je nedavno gasil tudi požar v okolici Medvodke, zagorela sončna elektrarna, mislim, da Anže je. Anže, mogoče kakšna vaša izkušnja in vtis?
Ja, mi smo imeli pred kratkim kar velik požar sončne elektrarne na hlevu kmetije in ta požar se je zelo sunkovito širil. Že po prihodu prvih enot je bila skoraj celotno ostrešje v ognju in sigurno je bila prva skrb električni udar, druga nevarnost pri gašenju so porušitve, potem dihovanje strupenega plina in vse to je bilo tisto, na kar smo opozarjali gasilce, da naj pazijo. Se pravi, nevarnosti je precej. Ta naša sončna elektrarna, ki je pogorela, je bila celo ugrajena kot streha, ni bila ugrajena na streho, ker pod njo je bil potem nekje 10 cm prostora in pa na to je bil ta grušt obit z deskami, tako da je bil v bistvu presušen in deloval, ta prostor je dovolj kot dimnik in razvoj je bil res silovit, sunkovit in porabili smo se prav ogromno truna, zelo veliko enot, zelo veliko gasilcev vode, da smo lahko potem požar omejili in da se ni razširil na sosednje objekte. Z obrambo smo rešili 3 sosednje objekte, rešili smo mozišče, evakuirano je bilo tudi vso govedo, vsa tehnika, tako da precej smo rešili, same strehe in elektrarne pa pač nismo mogli. Hvala, Anže. Mislim, da je med nami tudi gospod Jug, ki smo ga omenili že danes v pogovoru iz Slovenskega združenja za požarno varstvo. Tudi vi dobro poznate, kar se tiče vzrokov in požarov, tudi sončnih elektrarn. Kaj menite vi o tem? Hvala lepa za besedo. Zdaj, analize kažejo, da zelo pogosto, kot je že prej omenil gospod Pečak, seveda zagori zaradi kabelskih povezav. Problem so recimo obloki, kjer izvajalci ne uporabljajo enakih kompatibilnih spojev. Drug pomemben razlog so inverterji, ki so v samih elektrarnah. In analize kažejo, da so problematične predvsem starejše elektrarne, stare na 10-15 let. In tudi podatki govorijo nekako v to smer. Zdaj, statistike, ki jih imamo, je pa za teh podatkov sorazmerno še vedno danes manjka. Izhajajo predvsem iz držav, kot so Italija in pa Francija, ker imajo teh elektrarn največ. Po nekaterih podatkih zagori približno 30-krat na približno 1 gigavat energije pridobljene s tovrstnih elektrarn. Tako da to, bom rekel, so problemi. Podatek, ki sem ga prebral danes po enem ameriškem članku, ali pa problem je tudi ta, da zelo veliko ponudnikov ali pa izvajalcev teh sistemov v roku 10 let potem propade. In recimo tisti, ki nekako stavi potem na vzdrževanje samega sistema, nima nikogar, na katerega se lahko obrne. In nekako kar predvidevajo za v prihodnje je to, da bo lahko morda od teh novih zastopnikov, ponudnikov teh sistemov nekje polovica propadla v roku 10 do 15 let, kar pa bo velika težava. Hvala lepa. Zdaj, slišali smo ogenj, nedvomno sodi med nevarnosti, ki nam lahko uniči celo imetje oziroma vse imetje, zato je seveda zelo pomembno tudi ustrezno zavarovanje. Andrej, kakšno požar sicer sodi med temeljne nevarnosti? Je tako? Požarno zavarovanje sodi med temeljne nevarnosti, tako pri požarnem zavarovanju kot pri zavarovanju doma. Se pravi, za ustrezno zavarovanje požara v zavarovalnici dejansko predlagamo in svetujemo zavarovancem, da sklenejo to zavarovanje. Pri tem pa morajo predvsem paziti, da so vzeta oziroma da so obračunani pravilni podatki, da v nadaljevanju ne bi prišlo do možnosti podzavarovanja ali karkoli. Se pravi, zavarovanje se lahko sklenijo na novo ali na dejansko vrednost, potem pa za ustrezno zavarovalno vsoto pa si zagotovimo dejansko izplačilo škode oziroma povrnitev škode v primeru, da do te pride. Ampak, Andrej, kaj pa porečete na podatek, da kar okoli tretjina nepremičnin v Sloveniji v lasti fizičnih oseb ni zavarovanih za nobeno nevarnost? Ta podatek je do neke mere zaskrbljujoč, glede na to, da nam naravne nesreče lahko dejansko vzamejo vse. Za marsikoga je nepremičnina življenjski projekt, ki si ga ne more privoščiti ponovno, niti nima časa, niti nima denarja. Zato ob tem apeliramo resno vseeno, da
se osvestijo in nekako ravnajo v smislu preventive in zagotovitve ustrezne varnosti, ustreznega zavarovanja. Seveda pa je pri tem zavarovanju potrebno si vzeti malo časa, temeljito razmisliti, katere nevarnosti so tiste, ki ogrožajo sam objekt, in potem skupaj z zavarovalnim zastopnikom iti skozi najprimernejšo obliko, ki bo ponudila dovolj visoka jamstva za posamezne nevarnosti. In seveda varnost pomembna tudi zdaj pred novo kurilno sezono, ki je pred nami, in z njo tudi mnogi žal dimniški požari. Boštjan, kaj bi nas opozorili v tem smislu? Ja, dimna, se pravi, sezona kurjenja je pred vrati. Predvsem so problematična kurišča na trda goriva. Zopet preventiva. Obisk dimnikarja, kvalitetno očiščen dimnik, preprečimo, zagotovimo, da so dimniška vratca zaprta, preprečimo, da se neke gorljive snovi ne dotikajo striktno sten tega dimnika. Seveda vemo, da lahko pride do požara, prepoznamo požar po zunaj, lahko so opazne iskre, ki izhajajo z dimnika, potem bobnenje, se pravi, spremeni se tak glasovni efekt, segrevajo se stene dimnika. Zdaj v nobenem primeru ne odpiramo dimniških vratc, ker s tem samo še povečamo dotok kisika in pa sam požar se bolj razbohoti. Problem so spet starejši objekti, kjer sicer jih je relativno malo, kjer deli strešnih konstrukcij potekajo ob ali skozi dimnik, kjer lahko potem se požar razširi. Se pravi, zapremo dimniška vratca, prekinemo s kurjenjem, umaknemo vse gorljive stvari okrog in pa seveda obvestimo gasilce ter opazujemo, kaj se po celi strukturi dimnika dogaja. In posledično seveda veliko nevarnost predstavlja tudi zastrupitev oziroma vdihavanje tega strupenega plina oziroma ogljikovega monoksida. Ja, danes smo slišali že večkrat, pri vsakem požaru je produkt gorjenja tudi dim, ki ima poleg toplote en kup škodljivih snovi, od rakotvornih do ostalih. Seveda, ljudje smo naravnani, ko bomo videli dim, verjetno ne bomo brezglavo tekli proti dimu, ampak stran od njega. Tukaj bi posebej rad poudaril na ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid, imenovan je tudi tihi ubijalec. Z njim se lahko srečamo pri vseh vrstah kurilnih naprav, pri plinskih napravah, napeljavah. Ne zaznamo ga s svojimi čutili. Spet preventiva, nek detektor ogljikovega monoksida v objektu, kjer je možnost nastanka le-tega. Znaki vseh zastrupitev so podobni, začne se lahko s slabostjo, bruhanjem, vrtoglavico, izgubo zavesti in pa seveda na najhujših primerih tudi srčnim zastojem. Spet, če smo sami, zaznamo katerega od teh navedenih simptomov, se pač čim prej varno umaknemo na prosto, se pravi na svež zrak. Vkolikor naletimo na osebo, pri kateri predvidevamo, da bi bila lahko v stiku z nekimi strupenimi snovmi, je zopet lastna varnost tista. Ne vstopamo v prostor, ampak čim prej klic na številko 112, da bodo tisti, ki so za to usposobljeni in pa zdaj se pravi sposobni, rešili to situacijo. Morda še beseda ali dve o opeklinah. Pri prvem videoposnetku smo videli maščobno eksplozijo opekline. Opeklina je dejstvo zelo boleča in pa zelo uničujoča poškodba, zelo hitro prodira v samo tkivo. Čim prej je treba to opeklino ohladiti. Prvo sredstvo, ki ga imamo pri roki, je seveda voda, potem lahko s prve pomoči, ki jo imamo tudi v tem prostoru, v omarici Aluplast kompresa, to je aluminizirana kompresa, ki jo namestimo na samo opeklino, oziroma specialni geli, ki delujejo na podlagi konvekcije, na podlagi odvajanja toplote, ki jih namestimo in dejansko čim prej oskrbijo to opeklino. Kajti, če imamo mi tkivo opečeno na 80 stopinj, bomo z najhitrejšo metodo potrebovali nekje 6 minut, da bomo tkivo ohladili na normalno telesno temperaturo. Med tem časom pa opeklina prodira v globino in seveda povzroča kar precejšno škodo na našem telesu. Ne samo
kurilna sezona, pač bliža se tudi konec leta in z njim tudi božično-novoletni praznik. In mogoče, Luka, vprašanje za vas, kaj svetujete zdaj, ko pripravljamo neko slavnostno večerjo, na njo postavimo seveda svečke, adventni venčki in tako naprej. Na kaj naj bomo pozorni? Čim več stvari stran od stvari, ki so vnetljive. Nekateri so res, bom rekel, temu cepljeni na sveče in to je pol povsod. Sem imel mojo botro, ki je stanovanje zagorelo na ta račun. Smrekce dajemo noter vse te stvari. Bož, da je dobra hrana na mizi, pa dobra flaša vina, kot pa lepe sveče. Ja, tako. Kaj bi kaj rekli k temu, kakšne so vaše izkušnje, ne samo venčki, tudi smrekice in podobni okraski? Se pravi, smreka kot taka, če imamo ta pravo smreko, ki je že v nekem neravno svežem stanju, seveda zagori kot bakla. Problem so vsekakor sveče in pa probleme lahko tudi razne lučke nizkega cenovnega razreda, ki so predelane, oblepljene, podaljšane in podobno. Se pravi, tukaj vsekakor preventiva in pa seveda pozornost pri uporabi pirotehničnih izdelkov ali še bolje neuporaba pirotehničnih izdelkov, kajti tudi nepravilna uporaba lahko povzroči prvi zelo hude poškodbe, kot tistemu, ki jih uporablja, in pa seveda lahko povzroči tudi nek ognjemet, lahko povzroči tudi požar, kar pa si ne želimo. Ja. Luka je rekel, ne želi si imeti, čeprav bi bila zelo dobra reklama na Blejskem gradu, če bi zagorelo in bi rekli, Jezeršek je zakuril, ampak tega si verjetno noben ne želi, takšne reklame. Prško ne. No, zdaj, te besede se da potrjujejo tudi podatki Zavarovalnice Triglav. Andrej, ste pripravljeni na ta praznični december, ki je, kot bomo videli, v Zavarovalnici Triglav požarno najnevarnejši mesec v letu? Mislim, da tole so podatki oziroma graf, ki to nazorno prikazujejo. No, vsekakor, v Zavarovalnici Triglav smo vedno pripravljeni na področju škod, tako da tukaj ni nobenega problema. Moram pa priznati, da pogovorno velja, da je mesec december res tak mesec bolj intenziven, kar se tiče samih požarov v stanovanjskih objektih. Je pa tudi mene, priznamno, pač malo presenetil tale podatek, ko so mi kolegi pripravili pregled škod zaradi požara po mesecih, ločeno za stanovanjske pa nestanovanjske objekte, se pravi, tukaj smo še sicer po lastništvu, fizične pa pravne osebe. Če imamo recimo na področju pravnih oseb nekako konstantno porazdelitev po mesecih, vidimo, da je pri fizičnih osebah, kjer govorimo o pretežno zavarovanju stanovanjskih objektov, dejansko tamle decembra, pa potem skozi celo kurilno sezono, tam do marca nekako bistven porast števila škod zaradi požara, potem pa se zadeva nekako umiri skozi celo obdobje, ne. Zdaj, kar se tiče vzrokov, se dejansko pridružujem predhodnikom, to je tisto, kar je, ne. Se pravi, kurilne naprave, dimovodne naprave, pa seveda to praznično okrasje. Vsem zavarovancem svetujemo, da so pri uporabi teh naprav pazljivi, da jih ustrezno vzdržujejo, da poskrbijo za redno čiščenje dimnika, da, kot sem že predhodno omenil, da v okolici peči ni nekih gorljivih snovi, da pa so pač pri pripravi tega prazničnega vzdušja pozorni, da če že imajo pač to krasitev, naj nabavijo kvalitetne, recimo lučke ali pa to, pa jih uporabljajo dejansko samo takrat, ko so prisotni v prostoru. Drugače pa, tako kot je rekel gospod Jezeršek, bo še nakrača več. Dobro, hvala lepa. Povedali smo veliko, zdaj verjamem, da kakšno stvar tudi še ne, zato povabilo vsem gostom, predstavnikom medijev, strokovnjakom, če imate kakšno vprašanje, kakšen komentar, kakšno pobudo, mislim, da lahko izkoristimo še nekaj minut še za pogovor, debato, odgovore na vaše vprašanja. Ali pa vendarle smo povedali vse, kar je bilo treba. Izvolite. Kako je z zavarovanjem nepremičnin v primeru, recimo, če
ima nek lastnik hiše električni avtomobil ali pa neko napravo, ki se avtomobil. Je to problem? Zaradi požarne varnosti, gospod Pečak je sicer povedal, da so zelo varni te avtomobili, da so relativno redke. Te slučaje, ki se vžgejo, ampak vseeno me zanima stališče zavarovalnice. Je to nek dejavnik pri zavarovanju? No, sama namestitev polnilne postaje ni posebej dokumentirana, oziroma ne me kolegi iz področja trženja dopolnijo oziroma stroke. Je pa potrebno, recimo v primeru, ko je na objekt nameščena sončna elektrarna, tukaj pa je potrebno dodatno dogovoriti zavarovanje oziroma vključiti v zavarovalno jamstvo tudi sončno elektrarno. Kar se tiče pa same polnilnih naprav, so pa v bistvu del inštalacij in so vključene v jamstvo. Seveda električni avto je posebej zavarovanje vozila. Poglejte, kot sem že predhodno rekel, zdaj trenutno v Zavarovalnici Triglav ne beležimo nekega povečanja števila škod zaradi požarov, ki bi jih povzročile, ne vem, sončne elektrarne ali pa polnilne postaje, tudi mogoče ta sredstva mikromobilnosti. Tudi kot so že predhodniki povedali, ne beležijo, tudi se pravi gasilci nimajo nekaj povečanega števila teh intervencij. Zdaj, ali je to še vedno posledica tega, da teh stvari še ni tako množično v uporabi, da so relativno nove in bomo videli, kako se bo ta zadeva odvijala skozi čas. Trenutno pa ne beležimo nekega odstopanja. Hvala. Še kakšen komentar? Vprašanje, ja? Bolj kot ne komentar, lep pozdrav. Bolj na svet za Andreja, da še ne predstavi en slajd naprej. Bravo, to. Andrej, boš ti povedal pa obrazložil? No, glede na to, da smo priča res drastičnemu povečanju števila sončnih elektrarn v obdobju zadnjega leta, tudi število zavarovanj sončnih elektrarn sledi temu trendu. Tukaj smo s kolegi pripravili predstavitev, se pravi te pikice, ki bi mogle biti rumene, pa so tukaj malo drugačne barve, se pravi teh, ki je več, predstavljajo lokacije, kjer imamo na zavarovalni polici za požar vključeno tudi jamstvo za sončno elektrarno. No, potem nas je pa zanimalo, koliko je pa recimo požarov na teh objektih. No, to pa predstavljajo te rdeče pike. Se pravi, to so požari, ki smo jih v zadnjem letu, se pravi v zadnjih 12 mesecih obravnavali na teh lokacijah. Moram pa ob tem jasno poudariti, mislim, da samo za en ali dva požara nista čisto še dokončno razjasnjena. Vsi ostali požari so posledica drugih vzrokov in niso vezani na sončno elektrarno oziroma dele sončne elektrarne, od inštalacij, inverterja ali pa to. Ampak so se zgodili na objektu, kjer je tudi pa sončna elektrarna. Tako malo za grafično popestritev, da se vidi, koliko je recimo takih zavarovanj. Morda, če lahko še jaz dodam, kot je že Andrej zelo dobro opisal, nikjer v naši statistiki ne beležimo povečan obseg požarov na objektih, ki imajo nameščene sončne elektrarne, ali pa vprašanje je bilo na polnilnice. Je trend morda 1-2%, da je teh požarov morda več, ampak spet zelo niha iz leta v leto, bo se pa ta trend veliko bolj skristaliziral v naslednjih, recimo, 10 letih. Tudi delež sklenjenih zavarovanj za sončne elektrarne je praktično od leta 2020-2021 skokovito narastel. In se pravim, ta slika se bo skristalizirala v nekem 10-letnem obdobju. Trenutno pa ne beležimo dobenega večjega povečanja. Pa morda še odgovor na vprašanje polnilnice za električna vozila, ali vplivajo na ceno zavarovanja ali ne, nekako so vključena, kot je Andrej povedal, kot sestavni del objekta in jih posebej ni potrebno dogovoriti, se smatra, kot da so
del zavarovanja, tako kot je recimo del zavarovanja toplotna črpalka, ki jo imate v hiši ali pa kakršnakoli druga. Ne, ni premija, ni nič višja, pač to je del objekta. Če več premije plačaš za hišo? Ne, edino, kar je pa tudi Andrej lepo povedal, je pa sončna elektrarna. Če je nameščena na objektu, je to treba pa posebej dogovoriti. In tudi za to plača dodatno premijo. Hvala. Aleš? Hvala za besedo. Jaz se zelo strinjam z vašim pomislekom, ko ste dejali, da pričakujete nekak spremembo ali pa trend v naslednjih 10 letih. Namreč in tudi to, kot ste dejali vi, da te požari najpogosteje niso povezani z elektrarno, ampak da na nek način potem tudi ta elektrarna je na koncu poškodovana. Ne? Je pa nekaj drugega, kar moramo poudariti, ne? In recimo to je mogoče tudi apel potem za vas na zavarovalnici, da tudi te škode potem beležite. Ne? Za pričakovati pa verjetno je, da bodo škode na objektih, kjer te elektrarne so, pa ni zaradi elektrarne zagorel na koncu še vedno večje. Predvsem zato, ne, kajti opažamo, da namestitev elektrarne na nek način lahko zelo pospeši razvoj požara. Pri postavitvi elektrarne, in to so študije, ki so stare mogoče 1 leto, vidimo, da se pojavi pogosto tako imenovan dimniški učinek in ta razvoj požara lahko za recimo 20-30krat dejansko prehiti običajne požare, kot jih pričakujemo. Drug pomemben problem je ta, da elektrarne pri tem, ko so nekje na strehi nameščeni, in ta problem, recimo tudi prej kolega Boštjan poudaril, ne, onemogočajo delo gasilcem. Namreč ena osnovna taktika, ki jo gasilci seveda imajo ali pa imamo, je ta, da se objekt prezračuje, ne, s tem se odpre streho in toploto z objekta umakne. Če gor seveda je elektrarna, je to problem. Ne. In še en tretji problem, ki ga pogosto opažamo, je ta, da se zelo na nek način opušča ali pa pomanjkljivo izdeluje tako imenovane presoje požarne varnosti, kjer ne bi se moral seveda v fazi namestitve elektrarne vključiti odgovorni projektant požarne varnosti. Tudi v Sloveniji je že nekaj primerov bilo, ko je namestitev same elektrarne nekako premostila požarne sektorje, ki jih je ta objekt imel. Pomeni, da je nekaj, kar je nekdo prej načrtoval z nekim namenom zagotovitve požarne varnosti, ne, ta sekundarni ukrep namestitve elektrarne potem povozil. In to so te težave, ki jih danes vidimo in boste tudi verjetno vi potem preko škod čez leta potem beležili. Se strinjam. Hvala. Mislim, da smo pa zdaj res povedali vse in odgovorili. Sicer pa seveda so naši strokovnjaki na voljo tudi po tem uradnem delu tega dogodka na voljo za pogovore in debato. S tem smo tale današnji dogodek na temo požarov in požarne varnosti pripravili k koncu. Še enkrat hvala lepa vsem gostom za tole debato in vsem vam za udeležbo. Povabilo na kavo, smuti in seveda šmoren velja. Hvala lepa še enkrat in seveda srečno.